A monolit? Monolit je kapital. On je taj koji sve gura u pokret. Pička ili materina. Podgane, požrli se boste. Ovojnica, 20x30 cm. Knjiga poezije France Prešeren. Pejo nazaj na knjigo. Kdo je vse vedel za knjigo in za šifre? Samo jaz. In forenzik, nihče drug. Tole mi zgleda kot zelo sofisticiran, obenem pa zelo preprost kriptološki problem. In po Handanoviću se je Korusa direkt na gobac, sem mislil, da mu v Zidana spustil. Se neko zdaj ta dobila v bar deč karton, ampak valjda, sodnik ni bil kreten. Ne moreš ti golmana brcati, nemogoče, ne gre skozi. In valjda, 1-0, adijo Rusija, nam kol pozabil, avto so mi razfukali tisto noč. Ti, a gremo naprej. Ostala sva pri knjigi in pri šifri. Jaz si rečem, Prešernova šifra. V tistem filmu ne vem, če zgledal. 2-krat. Ti, a veš, že gre meni tale Tom Hanks na živce. In sploh vsi te današnji Hollywoodari. En Richard Burton, recimo. On bi bil za to vlogo ta prav, da ga ni tista Harpija Taylorca čist spila. Ali pa recimo ena internacionalna zvezda, kot je bil Bekim Fehmiju. Ali pa Miha Baloh. A veš, da je Miha Baloh svoje čase igral v 100 francoskih filmih in to sinhroniziran? Šifro je potem kdo razrešil? In takrat Hollywood ni bil to, kar se ti danes predstavljaš. Takrat v Ljubljani ben ni hodil gledati tega ameriškega stranja do leta 72. Takrat pa Francis Ford Coppola, Boter 1, pa so pa vsi znoreli za Hollywoodom. Tako da se z babo niti mečkrat nismo mogli v kinu, ne da bi ti kdo angleško v uho natepal. Pa veš, kjer je filmi so bili takrat najboljši? Francoske kriminalke. Ja? Kaj je bilo s šifro? Šifro. Eno kopijo sem dam vzel, pa sem začel malo študirati. Ne. Prve številke so bile 4, 5 pa 7, pa sem šel gledati 4. pesem, 5. kitico, 7. črtko v vrstici, pa tako naprej. In si kaj našel? Ja, ne vsega, ne, mislim, v začetku nič, ampak pol sem pa knjigo odložil takole na mizo, pa jo večkrat od strani pogledam, pa zagledam prve črke vsake vrstice. Magistrale, poet, tvoj nov Slovencem, venec vije. Ran mojih bo spomin in tvoje hvale. Se pravi, P, R, veš, kaj dobiš, če prebereš prve črke vsake vrstice? Veš, kaj dobiš? Primica v Juliji. Kako pa veš? Mi vse vemo. Naslednjega dne se je vmešala politika. Sam veš kdo. Ej, tega te nisem vprašal. Blagojević se je v Titovi sobi zadržal 5-10 minut največ. Vem z prve roke. Soba je bila pod stražo. 2 stražarja. Ciril Arko in Idris Fekali. In Blagojević je iz sobe prinesel knjigo, ki jo je spravil tvoj oče. Tako je. In čez 10 let je postal najmlajši general JLA. Od stražarja do generala v 10 letih. Ne. V 8. Tole sem dobil na Telekomu. No, v telefonu. Ja, pa kaj še? Posnetek zadnjega telefonskega klica z Jerovškove 3. Ciril Arko. Rekel si mi, ne zrihtam. Kar dej. Poslušaj, lahko ti dam na e-mail, pa si vsem poslušaj, ti vznesla. Ne, kar zavrt. Žrl boste podgane. Bom dal še analizirati. Lahko čim prej. Lahko do jutra. Kaj je rekel Šušteršič? Kaj je rekel Šušteršič? To te pa ne zanima, kaj sem jaz odkril? Kaj si ti odkril? V številkah nič, tam so sam GPS lokacije. Sem pa na sledi eni drugi veliki skrivnosti, ki sicer ni povezana s tem primerom, čisto slučajen sem odkril,
Namreč vse živo se skriva v Prešernovih pesmih, predvsem imena. GPS lokacije. Šušteršič je užaljen, češ da mu čas krade. Dela neke geološke izračune, nobene jebene šifrenje v tistih številkah in rekel je, da googlesa. Google mistake.